da smo malo prediskutirali nastalo situacijo. Jaz sem se včeraj v bistvu na dogodke že odzval in sem želel danes malo preveriti s kolegi v stranki, če sem se odzval, tako tudi oni mislijo, in nobenega dvoma in nobene dileme ni. Državljanska lista ima zelo, zelo jasen scenarij. Če pride do tega, da bo gospod Janković izvoljen na Kongresu Pozitivne Slovenije za predsednika Pozitivne Slovenije, potem državljanska lista takoj nemudoma zapusti koalicijo. To poznate me že, veste, da tisto, kar rečemo, tudi naredimo. Enkrat smo to že naredili, brez oklevanja, hitro in odločno in čisto enako bomo ravnali tudi v tem primeru. Moramo pa reči seveda, da nam je žal, če bo do tega prišlo, kajti mislimo, da se je vlada in koalicija pod vodstvom Alenke Bratušek dobro lotila problemov, da delo teče dobro, intenzivno. Mi smo s tem delom v veliki meri zadovoljni. Ne popolnoma seveda, vendar v veliki meri zadovoljni. Dogajajo se stvari na področju konsolidacije javnih financ. Uskladili smo proračun z načrtovanim 3% primanjkljajem. Dogaja se na področju sanacije bančnega sistema. Čakamo na rezultate stresnih testov in pa asset quality reviewja, da se lahko sanacija bank nadaljuje. Intenzivno se dela na področju pravne države, kjer dobro sodelujeva s kolegom Pličaničem. Sami vidite, da se stvari premikajo, da policija dela, NPU dela, tožilstvo dela, tudi sodišča so dala že prve obsodilne sodbe, nekatere so že pravnomočne in mi smo na to delo ponosni in bi seveda želeli, da s polno paro se tudi tako nadaljuje. Da nadaljujemo z reševanjem države iz situacije, v kateri nažalost je zaradi mnogih preteklih napak. In mi bomo seveda to delo upravljali do zadnjega diha, to se pravi, upamo do konca, da se bo razpletlo tako, da bo na Kongresu Pozitivne Slovenije izvoljena Alenka Bratušek, s katero smo podpisali koalicijsko pogodbo in ki smo jo izvolili za predsednico vlade. Želimo si, da se to delo nadaljuje. Če se bo zgodilo drugače, pa nimamo nobenih dilem, kakšne bodo naše takojšnje poteze. Torej, tu nas ni treba nič več spraševati, naše stališče je kristalno jasno in ga ne bomo spreminjali niti za milimeter. Danes so nas že spraševali, če se državljanska lista kaj boji volitev. Nismo se jih bali marca, ko smo pozivali k predčasnim volitvam, pa veste, da takratni predsednik vlade tega ni želel in tudi danes se ne bojimo, pa tudi nič ne kalkuliramo. Želimo biti načelni in dosledni do konca. Toliko z moje strani. Zdaj še, če imajo kolegi kakšen stavek na to temo za dodati, mogoče najprej Senko, ki je ravno tule, ali pa če da mi prednost. Lep pozdrav tudi v imenu poslanske skupine Državljanske liste. Jaz bi rada poudarila, da je poslanska skupina enotna, da mi si želimo delati, imamo ideje in pa vizije, vendar ne za vsako ceno. Tako kot je povedal že predsednik, volitve so v demokratičnih družbah nekaj normalnega in samoumevnega, ni pa dopustno, da v kriznih časih vodijo so v politiki prisotni posamezniki, ki so obremenjeni z korupcijskimi tveganji. Hvala. Jaz bi povedal, da je ključen kontekst, v katerem smo. Torej, Slovenija je res v kritičnih trenutkih, zdaj vlada res dela dobro, vendar pa nam še nekaj manjka do tega, da prebrodimo to krizo, da se izognemo pomoči in mislim, da je takšno ravnanje, kakšno je ravnanje gospoda Jankovića v tej situaciji popolnoma neodgovorno. In če že on ne premore tega razuma, ki bi ga moral v taki situaciji imeti, ko smo v resnici pred prelomnimi trenutki, potem pač upam, da bodo ta razum premogli tisti, ki bodo volili na kongresu novega predsednika Pozitivne Slovenije. Izjemno pomembno se je zavedati tega, da imamo zdaj še zadnjo možnost, da sami nekaj naredimo, kot država, kot narod, sicer te možnosti več ne bomo imeli. Mogoče bilo še z vidika gospodarstva.
Lojze Selišnik, naš podpredsednik. Lepo pozdravljeni. Ni čas za politične igrice v tem trenutku v stanju, kakršnem je naša država. Treba reševati najbolj problematičen segment naše družbe, to je gospodarstvo, se pravi delovna mesta, konkurenčnost, inovativnost, stvari, ki bodo privedle v zaposlovanje, v dvig naše države na teh lestvicah konkurenčnosti in na lestvicah ekonomske svobode in tako dalje. S temi igricami, kakršne se pa zdaj gremo, je pa stvar pravzaprav nemogoča in če se ukvarjamo sami sabo, ne pa z gospodarstvom, lahko samo tonemo. In to res pomeni vabilo izterjevalcem iz Evrope. Hvala. Če ne pa vaše vprašanje. Jaz bi vas še prosil za odziv na Ljudmilo Novak na osrednjo interpelacijo. Interpelacija je demokratičen inštitut. Sam se bom priprave odziva lotil z vso resnostjo in odgovornostjo, tako kot se spodobi in z spoštovanjem, ki temu inštitutu pritiče. Mislim, da bo šlo predvsem za soočenje političnih konceptov, torej ne razumem te interpelacije, kot da mi očitajo neke nepravilnosti, ampak gre bolj za soočenje političnih konceptov in tukaj bomo stali čvrsto na svojih stališčih. Slovenija ima občin preveč, ljubljanska upravna enota si zasluži transparentni postopek izbire načelnika in pa kaj tretja stvar, sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice mora Slovenija spoštovati, če želi ohraniti ugled pravne države. Moja stališča glede tega bodo jasna in zelo dvomim, da jih bodo v interpelaciji uspeli spremeniti. Hvala. Sodelam, zelo poteždelo, ste se že pogovarjali kaj z predsednico vlade o teh punktih zapletih. Se boste sestali z njo kot v okviru koalicije in kakšne izhode bi vidite? Kaj je bolj realno, da bo se iz tega posluto končalo volitve ali kakšno delovanje? To ne bi želel zdaj špekulirati. Glejte, na potezi je pozitivna Slovenija, oni morajo ta zaplet, te probleme rešiti. Pozdravljam to, da se je predsednica vlade odločila za boj, da kandidira za predsednico stranke, da gre v spopad, vse drugo je pa res stvar pozitivna Slovenija, da razčisti. Mogoče je to tudi priložnost za pozitivno Slovenijo, da opravi tisto prečiščenje, o katerem toliko govorimo v slovenski politiki in ki ga ena druga stranka, ki smo jo pred časom zapustili, ni bila sposobna narediti. Lahko še eno vprašanje znam na to temo. Vam je kaj žal za takrat, ko ste se odločili za vstop v to koalicijo? Mislim, da je bil v vaši stranki celo en predlog, če ga ni celo gospod Šušteršič dal, da bi gospod Zoran Janković moral nekako podpisati tudi, da ne bo vnovič šel v to predsedniško tekmo. Vam je kaj žal, da niste šli bolj take zahteve, da ste predstavili v bistvu na bianko odstopno izjavo? Glejte, mi smo v koaliciji vstopili pod zelo jasnim pogojem, da Janković odstopi kot predsednik stranke. Ta pogoj je bil takrat izpolnjen, izhajali smo iz principa zaupanja. Če bo zdaj pozitivna Slovenija to zaupanje prelomila oziroma izigrala, potem je to še dodatni razlog, da zapustimo koalicijo in jo bomo. Jaz pa Martin Slovenija, rekli ste vsi, torej, da je čas, da se slovenska vlada oziroma slovenska politika neha ukvarjati samo sabo in nekaj naredila to, zato da se bo Slovenija spala iz krize. Vi ste rekli, da se želite, da bi pač se delo nadaljevalo, pa se vam zdi zdaj, da tega ne res tako mogoče. Oziroma, ali ocenjujete, da je zdaj spet čas nove politične krize v Sloveniji? Glejte, kar se državljanske liste tiče, mi bomo opravljali delo kot normalno, kot vedno, to velja za ministre, to velja za poslansko skupino in čakali, kaj se bo zgodilo 19. oktobra. Takoj zatem, ko se bo pozitivna Slovenija odločila kako in kaj, bomo potegnili ustrezne poteze. Do takrat pa čisto normalno delamo. Je pa dejstvo, da se je s kandidaturo gospoda Jankovića v bistvu politična stabilnost v Sloveniji že načela. Ne pa nepovratno. Možnost še vedno je. Hvala.